Hejla, lepotice moje, dobrodošli nazaj na kanalu Evina Lepotilnica. Jaz sem danes toliko vesela, ker spet snemam in končno imamo en tak lepotno obarvan video. Tudi tale kotiček je tak lepoten in za trenutek spominja na tisti moj star kotiček, ki ga tako zelo pogrešam. Vse te moje lepotne tutoriale, make-up, tako na trenutke si želim, da bi več tega snimala, ampak se mi zdi, da vas to toliko več ne zanima. Ne vem, dajte mi zapisati spodaj v komentar, a bi rade gledali več nekih make-up tutorialov, test izdelkov. Včasih sem pač res tega ful snimala, pa sem pa dobila občutek, da vas to več toliko ne zanima, bolj kakšni vlogi ali pa znotraj vloga, tako kakšni testi izdelkov. Danes sicer gremo v samo lepotno barvan video in se res veselim videti vaš odziv, ker je tak poseben video. Če pa bi v prihodnosti rada videla še, ne vem, mojo rutino, kako se trenutno ličem, kjer je nove izdelke sem kaj testirala, ker je bilo tega, verjemte, zelo veliko, pa dajte zapisati, ker res skozi največjim veseljem, ker konec koncev to je lepotilnica, Evina Lepotilnica in s tem sem nekako začela. Evo, danes pa, takole, jaz sem bila prejle v Mercatorju, sem nakupovala za kosilo, mimogrede špageti, bazilika, paradižnikova omaka, malo popražaš na česnu, dodaš šitaki sir, hitro, lahko poletno kosilo za prste polizati. No in rečem, ok, imam sestavine, malo sem nakupila še sadja, grem še po milo za roke, ker mi ga je zmanjkalo in potem pač šibam domov skuhati. No in tik preden pridem do teh mil za roke, do poličke, jaz zagledam še eno tako stojnico z make-upom. Valjda sem se ustavila in moja pozornost pritegne ena stvar. To pa je Coca-Cola make-up in sem bila tako, kaj jaz zamujam? No in se približam stojnici in vidim tam, da imajo v bistvu take Coca-Cola šminke / labele, gledam, ok, moram probati, ker so imeli različne okuse, od vanilje, češnje, navadna Coca-Cola. Pa se pa spustim še po polički dol, pa zagledam še Fanta labela, pa Sprite labela in sem rekla, ok, čak sam malo. Pade tutorial, nujno. Tako da sem vzela, potem sem rekla, ok, ne bom samo Coca-Cola, bom naredila eno kombinacijo, tako da sem vzela navadno Coca-Cola z češnjo, potem sem vzela en Sprite, eno Fanto, pa še tale Coca-Cola z grozdjem. Mene ful zanima, a je dejansko to tak sladok okus, lahko malo poližeš kot neka lizika, kakšna je tekstura, kako se bo obnesla na ustnicah, če spušča kaj barvo, pač res me zanima, ker jaz obožujem šminke, res je, in umiram, da probam. Tako da, če tudi tebe zanima, kakšen make-up ima Coca-Cola, Sprite in Fanta, pol glej video naprej. Evina Lepotilnica. Sem si dala še verižico, ker sem pozabila. Zdaj pa dam tale lip glossek dol, ki ga imam. Dala sem enega tazga čist neutralnega. Ampak vsem tudi še tak nude, da bomo res dobile ta prav test. Zdaj pa s katero začeti. Iskreno, me najbolj mika Coca-Cola. Coca-Cola poleg Red Bulla, moje razvade, bi lahko rekla, da je kar ena ljubših pijač. Dajte mi zapisati, kera je vaša najljubša pijača spodaj v komentar. Bo zanimivo prebrati, koliko imamo podoben oziroma različen okus. Nekaj časa je bil jagodni sok, tisti fruktalov. Pa se ga še vedno obožujem, ampak se ga toliko malokrat kupam, ker ne vem, to je zame že kot neka taka sladkarija. Trenutno pa Coca-Cola je kar tako na seznamu, če ne naročim kave, velikrat pade kakšna Coca-Cola. In evo, šminkica / labela zgleda takole. Zdaj pa da vidim, kakšna je noter. Lejka rjave barve. Ko Coca-Cola. Barvo so precej zadel, Coca-Cola pač je rjava. Druga stvar me zanima von. Ja. Po Coca-Coli. Spominja mogoče malo tudi na Coca-Cola liziko. Zelo na Coca-Cola liziko. Coca-Cola bi pila. Zdaj pa še ta najbolj pomembna stvar. Tekstura in sama barva. Vidim zelo mazljiva, mastna. Barve pa ni. Se mi zdi, da je tale bolj prozoren. Probimo še na usencah. Koliko je dobra. Presežem, da je tole, kaj da bi vzela od Coca-Cola liziko, pa si takole namazala ustnice. Božanski okus, božanski okus.
Zelo se lepo maže, zelo taka prijetna na ustnice, zato ker obenem ni preveč mastna in nimaš tistega več občutka, če ti veter zmrši lase, pa se ti potem lase zapopajo, ker je že tako zelo mastna labela. Pač jaz zato nisem preveč fanica lip glossov. Tale ni mastna, lepo navlaži, še enkrat božanski okus, nima pa čist nič barve, kar mogoče je malenkost razočaranje, ampak konec koncev je to očitno labela in ne šminka. Imam še 4 za probat, pa bomo videli, kakšne so ostale. Glede na to, da sem zdajle probala Coca-Cola, naj bo naslednji Sprite. Je pa zanimivo to, ker zdajle si spet ustnice brišem z vlažilnim robčkom, pa je, evo, na temu papirčku malo rjavo, kar pomeni, da pač neko barvo ima, dobro se je tudi barva na rjavo, ampak premalo, da bi se dejansko poznala tudi na ustnicah. Zdaj pa Sprite. Sprite je čist prozoren, tukaj tudi ne pričakujem, da se bo poznala kakšna barva. Očitno bomo mogli bolj ocenjevati okus, a je ta prav Spriteov ali ne. Ja. Je. Coca-Cola je bolj zadela kot Sprite, ampak se pa tudi okuša. Sladek, prijeten, tekstura pa, jaz mislim, da kar zelo podobna Coca-Colini. Se vidi, da je bilo v bistvu narejeno vse v isti tovarni. Mislim, da prav identična, nič drugač. Gremo na Fanto. Je oranžna, ta prava Fanta. Lepo mazljiva. Fanta. Prav čutim zdajle pomarančo. Prav sline se mi cedijo. Zdaj bi tudi Fanto pila. Eno tako mrzlo z ledom. Totalno so zadeli okus. Pri okusih moram reči, da so se zelo potrudili. Tukaj se mi celo zdi, da nekaj 0,5% oranžne mogoče še je. Kaj več pa ne. Je pa okus spet čista prav Fantin. Tako da malo po zobeh. Aha, lepo zobeh, če dam se pa pozna oranžna. Zdaj imamo pa Coca-Colo Cherry, za tole imam mogoče največ upov, da bi se kaj poznala, zato ker pač je pričakovano rdeča. Čeprav, kot sem rekla, mislim, da se je tale test bolj sprevrgal v test okusov. Na vsak način bi rada dobila kaj barve. Ne bo. Ok, še zadnje upanje umrlo. Pač barve res ni. Je pa tudi tukaj okus zelo tak lepo po češencah. Mislim, da sem jaz prvi češnjovo Coca-Colo videla in pila v Egiptu. Sem bila zelo presenečena, da ima in to celo prodali so v enem takem čist malem marketu in se takrat z Raletom vzela, probala. Za moj okus je ta, nikoli nisem fanica, a veste, enih pijač, ko jih naredijo, pa jih želijo pač izboljšati oziroma dati v neke take okuse. Ponovadi je klasika, kar klasika in je meni pač navadna Coca-Cola najboljša, je pa tako za probati čisto ok. Evo, mi gremo pa zdaj še na zadnjo, kjer je to 5. šminkico, Fanta, tale pa grozdje. Nisem pila, nimam v spominu, da bi jo kdaj pila v obliki tekočine, pa jo probimo, kakšna je v obliki šminke. Je pa tudi zelo temna, mogoče celo najtemnejša od vseh. Zanimivo, mogoče od vseh okusov mi tale tudi najmanj potegne, je pa mogoče malenkost obarval na vijolično. Tako, definitivno je okus po grozdju, sicer grozdje je kar tako med top 3 najljubših sadežev. Tukaj v Fanti me toliko ne prepriča, ker mogoče malenkost zagreni. Je pa vsem zraven tudi taka sladkoba, tala bela sladkoba, tako kot je recimo imela Coca-Cola. Evo, celo malo smo dobile. Jaz mislim, da bojo moje nečakinje na tem navdušene, ker mi že takole kradejo šminkice iz torbice in se potem mažejo, tako da tole grenim in dejstvo, da ima okus, mislim, da bodo očarane. Torej, tekstura lepa, mazljiva, se mi zdi zelo fajn tudi za navlažiti ustnice, da tak lep, tak se mi zdi, da naraven sijaj. Okus zelo dober, evo, če zbenem še zmagovalko, jaz bom rekla, da je tale Coca-Cola najboljša, klasika Coca-Cola, zelo so se približali ta pravemu okusu, najmanj pa očitno tale Fantin grozna labela, tam je bila najmanj všeč. Tako na nasplošno sem zadovoljna, stane pa ne vem, sem omenila na začetku, mislim dano, ampak bom še enkrat 2,5 €, kar je tudi neka taka solidna cena. To je to, prišli smo do konca tega zabavnega, kratkega izziva. V komentar spodaj mi
ne zapisati, če bi želela videti, kaj trenutno uporabljam od izdelkov, mogoče kakšen tak chit-chat video, ko se ličem, mi lahko zapišete tudi kakšno vprašanje, če vas zanima, pa posnememo mojo lepotno rutino. Sicer pa naslednji teden odhajam že na dopust in sicer, kako bi to rekla, na drugo celino, ja, da vas malo pustim še tako v ne ravno nevednosti, ampak ponavadi ful nerada govorim, kam grem in razkrivam neke načrte, dokler nisem tam. Sploh po tejle koroni, ko nič ne veš do zadnjega, a bo ratalo ali ne. Tako da, če bo vse po sreči, grem naslednji teden že na dopust in bom uživala nekje, upam, da na plaži. Definitivno se vam javim, definitivno vlogam, tudi letos pride ta tradicionalen, ta glaven, ta najboljši, bi jaz rekla, travel vlog video. To zdaj imamo že Egip, pa Španija, pa Pariz in za te vloge se vedno potrudim, tako da jaz verjamem, da bo tudi ta super. Pa še vam malo mojih načrtov za naprej, tudi v avgustu nameravam nekam iti in tudi iz tam boste potem dobili travel vlog, tako da dogajalo bo. Hvala, ker ste tukaj v dobrem in slabem, hvala za vašo podporo, hvala čisto vsaki posebej, ki je ostala naročena in ki se še bo naročila na moj kanal, a ja, pa da ne bom govorila samo o ženskem spolu, vem, da tudi fantje gledate, ampak ne vem, vedno rečem nekako na A, na ženska, ampak vas imam v mislih, da ste tukaj. Rada vas imam, lepo se imejte in do naslednjič. Čau, čau!